Hej, vidite, živijo Mojca s tabo. Evo, danes se malce kasneje sicer javljam, kakor včasih, ampak vseeno. Tu sem, tako da danes gremo naprej. Včeraj sem vam obljubila, da vam podam eno cifro. Govorili smo o vodi, zakaj je treba piti vodo. Vodo in ne sokov, a ne kot tekočino. Danes sem vam pa nekako obljubila, da vam povem približno formulo za količino vnosa vode odrasel človek. Tam nekje 3 litre na dan, otroci tam najstniki 2, pa potem gre niže, recimo liter pa pol, je fajn, da otrok tudi spija. Formula uradna za pitje vode je pa 1 liter na 25 kil. Zdaj pa si izračune, tisk ima 50 kil, ima 2 litra, to zdaj za odrasle govorim. Tisk ima, ne vem, 60, ima 2,5, 70 in tako dalje. Tako da lahko si pač, to je tako, čisto neuradna, formula, tako da drugače pa vam predlagam, da poslušajte svoje telo, to je pa najbolj naravna formula, pa spremljajte svoje počutje, ker počutje je tisti glavni pokazatelj, koliko v bistvu telo rabi vode. Ker voda je osnova. Najprej dihanje, oziroma zrak, kisik, kakorkoli, potem je pa takoj za kisikom je pa voda. Brez teh dveh stvari ne moramo žal obstajati. Tako da in takrat, ko telesu nekaj manjka ali pa mu nekaj ni, ali imaš glavobol, ali se slabo počutiš, ali se ti vrti, ali si slabotna, whatever. To je znak, lahko tudi eden izmed najbolj osnoven, da popiješ premalo vode. Če imaš glavobole, če se slabo počutiš, ne vem, imaš meglo v glav, karkoli, tisti prvi znak, ko ti telo neki pač en signal da, ki ponavadi ga majčkeno spregledaš, je fajn, da enostavno greš in popiješ kozarec vode. Zelo pomembno. Tako da vodo vedno pijemo po kozarcih, ne po litrih. Zdaj sem 1 liter, zdaj čez 3 ure bom še 1 liter, pa čez 3 ure še 1 liter, pa sem konca. Ja, dajmo majčkeno razpoloviti ali pa še, tako da, ne vem, po 2-3 deci kozarce spite ali pa še manj, eni pravijo po požirkih, tako da spet spremljaš svoje telo in začutiš, kaj mu paše. Tako da definitivno, včeraj sem že govorila, ne mrzlo vodo, čeprav smo zdajle ful v vročini, ker to je ful šok za telo, zdaj pa sploh kaj smo pregreti in ja, je prej minus kot plus, ampak to naj se vsak sam odloči, pa vsak sam naj pač tudi, bom rekla, spremlja svoje telo, kaj mu paše. Pa ne tisti prvi, užitek, ko popiješ mrzlo vodo, pa rečeš, ampak daj pol spremljaj, po v bistvu tem, ko zaužiješ, kakšne pol ure, 1 uro, a imaš energijo, ali jo nimaš, ali moraš ležati, ker ne vem, telesu nekaj spet ne paše, mu ne manjka nekaj, karkoli pa že. Tako da te stvari spremljaš, ker je ful pomembno, da si v trenutku in da si v telesu, da telo svoje poznaš in da enostavno ga tudi upoštevaš, da ga slišiš, ful je to pomemben, telo nam itak vse pove, samo zdaj, ali ga mi slišimo ali ne, je pa druga,
to pa vsak zase ve in trenira. To je trening, to ni kar čez noč, ker smo itak to vse zanemarili, skozi vzgojo, družbene, ni da ni kaj ni, no. Skratka, zdaj pa čas, da se malo prebudimo in da enostavno gremo vase in v svoje čutenje telesa, ful pomembno. Ja, ker telo nam itak vse pove, sam če ga ne slišiš, pa mora kričati, ne, in ponavadi pol ga slišiš, ko te nekaj boli, ampak tudi takrat pa samo eno tableto vzameš, pa gremo dalje, ni glih to najboljši način, no, tako da probamo ga že prej slišati, da sploh ne pride do pač teh bolečin in vsega, ne. Jaz res želim, da piješ vodo, če piješ sokove, toliko več vode, ker sok pač, je razvada, bom rekla, tako da voda pa je tista pristna za naše telo, ki pač ga telo res potrebuje, ker smo pač iz vode večina, telo je iz vode. In če mu ne dovajamo vodo, zdaj pa sploh je tako vroče in pač gre tudi skozi kožo voda, moramo še toliko več dovajati, to tudi računajte. Zdaj v ta namen bi samo še te povabila, ker gremo proti polni luni, bi te povabila na online gon kopel. To je tudi en tak, bom rekla, dogodek, kjer rabiš zelo veliko vode spiti, zato da si čim bolj pretočna, ker voda tudi nas dela pretočne, tako da v bistvu te gong vibracije res čim bolj lahko vplivajo na tvoje počutje, na telo, na energijo in vse skupaj, ker v bistvu pač ta vibracija deluje pač preko vode. Tako da, evo, še ena taka zanimivost mogoče, in tisti, ki bi radi šli majčkeno zen, lahko seveda imate priložnost na polno luno online, torej gremo v živo preko kamere in enostavno se spustimo. Čudovito potovanje, čudovito potovanje. Vsako gong kopel, ko delam, je res nekaj posebenega in čist drugačna. Tako da, če začutiš, enostavno bom pripopala link, pa se lahko vidiva že zelo kmalu. Jaz te srčno pozdravljam, želim ti čudovit večer in se vidiva jutri. Tašika.